Spoštovani, lepo pozdravljeni. Tudi krščanski demokrati Nove Slovenije smo ves čas opozarjali, da ta zakon ni v skladu s slovensko ustavo oziroma da je nedodelan in da bo s tem prišlo do kršenja človekovih pravic, do mnogih nepravilnosti in da bo imela zaradi tega tudi slovenska država veliko težav, ne samo slovenski državljani. Kljub temu, da smo z amandmaji hoteli nekatere stvari v zakonu izboljšati, pač zato strani vladnih strank ni bilo posluha in zato je več kot upravičeno, da smo naročili tudi presojo tega zakona pravnikom. In na podlagi pravnih presoj ugotavljamo, da smo imeli prav, da je ta zakon o davku na nepremičnine v več točkah, v več členih neskladen s slovensko ustavo. Zaradi tega podpiramo vse tiste zahteve za ustavno presojo, ki so že vložene in ki še bodo vložene, ker so upravičene in sem prepričana, da bo ustavno sodišče prednostno obravnavalo te zahtevke. V nasprotnem primeru bo povzročena velika škoda, ker bo prišlo do mnogih netočnosti, nepravilnosti, ko bodo izdane odločbe in ker ni možne takojšnje pritožbe na odločbo, bodo nastale tudi materialne posledice, potem posledično pa tudi pritožbe in pa veliko nerešenih primerov in problemov. Zaradi tega pričakujemo, da bo vendarle ustavno sodišče obravnavalo to prednostno in pa izvajanje zakona tudi zadržalo. Omenila bom samo nekaj takšnih določb v tem zakonu, ki so sporne. Torej, lastniki nepremičnin niso v enakem položaju, na primer z lastniki delnic, zlata in drugega premoženja. In prav tako, kajti to premoženje ni na takšen način obdavčeno. Prav tako so arbitrarno določene stopnje obdavčitve. Tukaj so v neenakem položaju recimo gospodarski objekti in pa energetski objekti. Torej je arbitrarno določena stopnja davka in to pomeni, da potem pred zakonom tudi nismo vsi enaki. Prav tako vrednost nepremičnine še ne pomeni, da ta nepremičnina prinaša tako veliko korist, da bi moral lastnik te nepremičnine plačevati tudi tako visok davek zanjo. In zaradi tega bodo nekateri lastniki ali pa mnogi lastniki morali nepremičnino prodati ali pa jim bo država to nepremičnino zaplenila, ker je enostavno previsoko ocenjena. V velikih težavah se bodo znašle tudi verske skupnosti. Tukaj sicer so izvzeti sakralni objekti, kjer se opravljajo, torej bogoslužni objekti, kjer se opravlja verska dejavnost. Vemo pa, da se precejšen del verske dejavnosti opravlja v drugih prostorih in te dejavnosti ne prinašajo nobenega dobička, ampak gre enostavno za izvajanje verske dejavnosti, po drugi strani pa bo za te objekte treba plačevati visoki davek. Mnogi od teh objektov so tudi kulturni spomeniki, vendar se v njih tudi prebiva in ne bodo izvzeti. Skratka, recimo tudi Karitas, ki opravlja karitativno dejavnost, ponavadi so prostori v župniščih ali v samostanih ali v nekih takih objektih in bo treba plačevati davek tudi za te objekte. Zato bo kršeno tudi načelo verske svobode in možnost opravljanja verskih dejavnosti, ko bo država lahko celo v najhujših primerih te objekte tudi zaplenila. Skratka, ta zakon je nedodelan, nepremišljen, ima veliko lukenj, na katere smo ves čas opozarjali. V začetku moram reči, da tudi pravniki sami niso verjeli, dokler niso sami do potankosti proučili tega zakona in čedalje bolj ugotavljali, kako dejansko je v mnogih členih neskladen s slovensko ustavo.
In ker ne želimo, da bi se država znašla v še večjih težavah, ko bo morala vse te probleme reševati, smo prepričani, da bo Ustavno sodišče tudi razmišljalo o tem in vendar, kot sem že dejala, prednostno obravnavalo vse te zahtevke, tako da ne bo narejena še večja škoda. No, tudi pri vrednotenju nepremičnin niso jasno določeni kriteriji in pravila, ampak samo pavšalno na podlagi nekih ocen je ovrednotena nepremičnina. Torej, ne gre za dejansko vrednost, niti ni rečeno, da bo ta nepremičnina na trgu dosegla tako vrednost. Torej, spet gre za neko arbitrarno ali pa pavšalno presojo vrednosti nekega objekta in na to se ni mogoče niti pritožiti. Skratka, lukenj je veliko, zato je ta vloga za ustavno presojo, ki so jo že nekateri vložili, nekateri zahtevki pa še bodo vloženi, več kot upravičena.